Dela? Okay. Drage gosti, pozdravljeni na prvem dogodku v okviru serije Hvala za nevrone. Z vami gostila vas bo Fabijan in Maša. Z nami bosta pa filozof Mirko Mel in doktor Dejan Georgijev. Pardon, nisem malo trenutno. Ne vem, kaj bi še bilo prav zapovedati, razen tega, da upamo, da boste uživali s vprašanji, če so res se točno nanašajo na tematiko, lahko sproti, ampak načeloma bomo pustili na koncu 10 minut. Ali pa nekaj. Fabijan, prepuščam besedo, da predstaviš cikel in vse ostalo. Hvala za uvod, dobrodošli na našem prvem dogodku v tej sezoni. Hvala za nevrone, poimenovali smo ga dotični občutki. Ideja je, da se celo leto ukvarjamo z različnimi človeškimi čuti, ki so po neki predpostavki, ki jih je 5, ampak ponavadi, ko govorimo o zaznavi, ponavadi začnemo vsaj v kognitivni znanosti z nekim vizualnim zaznavanjem. Mi pa shajamo z neke druge ideje, da mogoče dotik kot čut mogoče ravno tako zanimiv in še toliko boljši model za ostale, tega smo tudi z dotikom začeli. Bi vas pa še kar zdajle povabil na naša naslednja dva dogodka. 10. aprila se ukvarjamo z vidom in 15. maja se ukvarjamo z sluhom. Zdaj bomo pa počasi začeli. Po moje je najbolj pametno, da začnemo z enim res takim preprostim dotikom oziroma celo z občutkom bolečine. Pa če bi nam dr. Georgijev razložil, kaj se zgodi, ko se opečemo na vroči plošči, kako zaznamo bolečino in kakšna je vloga zavestne zaznave pri vsem skupaj. Ja. Vsi vemo, kaj se zgodi, dvignemo roko, ne? Umaknemo roko. No, tako kot je Fabijan rekel, je več načinov, kako pravzaprav razdelimo tiste čute, ne? Recimo specialne tiste čute, specialna čutila so čutilo za vid, za sluh, za okus, za voh. In pa koža, ki je en tak organ, ki zaznava v bistvu več kot sam dotik. Tle je več različnih modalitet, ki jih lahko za kožo pravzaprav zaznava. Med ostalim je, se pravi, tale dotik, ki je lahko grob dotik ali pa je fin dotik, bolečina. Zaznavamo lahko s kožo tudi temperaturo, lahko ugotovimo teksturo recimo predmetov, se pravi, to so vse različne modalitete, ki so tudi do določene mere, vsaj anatomsko in pa fiziološko ločene med sabo. Tako da jaz bi pravzaprav začel predvsem na tisto osnovno porazdelitev fiziološko, na tako imenovano globoko senzibiliteto in pa površinsko senzibiliteto, ki jo mi tudi v nevrologiji, v klinični nevrologiji, ne samo v nevroznanosti, za pridom uporabljamo vsak dan pri pregledovanju teh bolnikov z različnimi nevrološkimi motnjami. Recimo tista globoka senzibiliteta bi bila propriocepcija, recimo občutek za vibracije, pa tudi občutek za položaj sklepov. Je pa tale površinska senzibiliteta je recimo fin dotik, grob dotik in pa bolečino pa temperaturo. In zdaj, grob dotik, bolečino pa temperaturo zaznavamo z enim sistemom, ki se mora reči spinotalamični sistem. Tale fin dotik, vibracije pa propriocepcijo, se pravi izhaja iz grške proprios, kar pomeni sebe, se pravi čutite sebe, gre pa po drugem sistemu, ki se mu reče sistem zadnjih stebričkov. Zdaj jaz vam težko, v bistvu bom skušal pravzaprav narisati, kako potekajo tiste poti.
iz kože, se pravi, mogoče bom pol na koncu povedal o tem, kakšni so tisti organi v koži, ki zaznavajo različno senzibiliteto, se pravi, pravzaprav ta segregacija senzibilitete je na periferiji, v sami koži so različni receptorji, ki zaznavajo recimo fin dotik, ki zaznavajo pritisk, ki zaznavajo raztegovanja, ki zaznavajo bolečino, temperaturo in grob dotik. V glavnem, tisti bolečina, temperatura pa grob dotik, pač informacije, ki pridejo v obliki, recimo, držaj bolečinski, informacije potekajo v bistvu v sprednji polovici hrbtenjače, po teh tako imenovanih spinotalamičnih poteh ali pa anterolateralnih, spravi sprednjostranskih delih hrbtenjače. Fin dotik pa vibracije in pa propriocepcija poteka po zadnjih steberičkih. Glavna razlika je v bistvu debelini aksonov in pa mielinizaciji teh aksonov. Verjetno že veste, da so pač glavna enota, gradbena enota živčevja je v bistvu nevron, ki pač ima telo, pa ima akson, ki je mieliniziran ali pa nemieliniziran, so končici, tako imenovani pač aksonski konec na koncu, pa so tudi dendriti, s katerimi v bistvu živčne celice med sabo komunicirajo. Se pač v bistvu informacije iz enega nevrona grejo na drug nevron. Pri bolečini je pa tako, da bolečina ima v bistvu dva aspekta. Ena je tako imenovana somatska bolečina, druga pa je v bistvu afektivna komponenta, se pravi somatska pa afektivna komponenta bolečine. In tle je tudi pravzaprav segregacija, se pravi somatsko bolečino, somatske informacije o somatski bolečini, kar pomeni, kaj pomeni somatska bolečina, da vemo, da nas boli na določenem delu telesa, poteka po spinotalamičnih progah, se pravi po spinotalamični poti, ta je tako imenovana lateralna bolečinska pot in pa ena druga, ki je pač povezana z emocionalnim odgovorom na bolečino. Veste, vedno, ko se recimo, tudi če se opečemo, tisti primer za pač opeklino, imamo vedno tudi emocionalno komponento, rečemo, da se pač v bistvu jočemo zaradi tega, ker nas boli. In poteka po tako imenovani spinobrachialni poti, ki v bistvu pri tej slednji je tako kot sem rekel, medialna pot, informacije ne pridejo do senzoričnega korteksa, da mi lahko zaznamo, da se je nekaj zgodilo na določenem delu telesa, mi se moramo zavedati, zavedanje pa v bistvu poteka v samem korteksu. Se pravi, ta medialna pot se konča v periakveduktalni singvini, se konča v hipotalamusu, talamusu oziroma v limbičnem sistemu in to je tista emocionalna komponenta te bolečine. Se pa, tako kot sem rekel na začetku, če gremo spet nazaj, se pravi, se pa ponavadi bolečina na koncu oziroma na periferiji ali pa v koži so živčni končici, ki so v bistvu nemielinizirani, se pravi, nimajo nobenega mielina, ki zaznavajo bolečino na tak način. Se pravi, preprosto v bistvu struktura teh bolečinskih receptorjev, pravzaprav niti ni neke posebne strukture. Če govorimo recimo o teksturi, zaznavanju teksture, so pa pač tako imenovani enkapsulirani, se pravi z kapsulo receptorji, kot so recimo Meissnerova telesca, ki zaznavajo teksturo ali pa Pacinieva telesca oziroma Ruffinijeva telesca, s katerimi s prvimi zaznavamo vibracije, za drugimi lahko zaznavamo recimo trganje in pa Merkelove ploščice, s katerimi pravzaprav zaznavamo v bistvu pritisk na koži. Se pravi, precizna anatomska in, kako bi rekel, funkcionalna verjetno segregacija teh različnih občutkov od same periferije, se pravi, od nivoja kože pa vse navzgor do možganov oziroma do korteksa. To je, kar se tiče bolečine. Poti za globoko senzibiliteto in za fin dotik, pravni dotik, kar je tema današnjega pogovora, je pa pač drugi. Vse, v bistvu, mi smo si
neko drugi zamislil to temo, da dvakrat ločimo dotik na nek ta kontaktni, tipni dotik in potem še zraven in potem pa je še počitno, kot ste omenili, veliko še nekih drugih komponent, ki so seveda povezane tudi s tem dotikom, kot so recimo bolečina, propriocepcija, občutek telesa in to. In tega se še bomo dotaknili, ampak še vseeno pa mogoče za profesorja Mirta vprašanje še kaj je tak še vseeno tak posebnega na dotiku, da se nam zdi, recimo v razliki z vidom, bi recimo mogoče imel profesor Dejan manj komplikacij z opisom te neke preproste poti, kjer to potuje. Pri dotiku je pa stvar izredno zapletena, tudi če se omejimo samo na ta kontaktni dotik. Kaj je po vašem dotikom? Dober večer. Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem, ki so posvetili enega izmed večerom temu čutilu, ki sicer s katerim se ukvarjam zelo specifično, predvsem z filozofskega vidika, zadnje leta še lingvističnega, ker me vedno znova začudi, vedno se mi zdelo, da je to neka obrobna, minorna, zelo idiosinkratična tema, pa vedno znova ugotavljam, koliko ljudi v resnici se ukvarja s tem vprašanjem, predvsem iz drugih področij, kako je v bistvu dotik ne samo izkustveno križišče marsičesa, česar se bomo še dotaknili verjetno nocoj, ampak tudi koliko različnih znanosti pravzaprav naleti na to vprašanje in se vanj tako drugače zaplete. Zdaj, filozofija se je s tem vprašanjem zapletla na zelo svojsten način, ampak če postavimo vsaj neke osnovne koordinate, bi rad začel s tem. To je, da vas vprašam, če morda veste, od kje imamo to idejo, da obstaja 5 čutil? Aristotel, seveda, tako po 3/4 stvari, ki mislimo, da so samoumevne. Aristotel je tisti, ki postavi, da imamo 5 čutil in med njimi našteje te, ki jih običajno mislimo kot 5 čutil. In že če vzamemo eno generacijo pred Aristotelom, vidimo, kaj znam pri kakšnem Platonu, da nikakor ne obstaja nek seznam, koliko čutil ima človek, oziroma da čim poskušamo iz Platona ekstrapolirati, iz različnih dialogov, kaj Platon poreče na to, vidimo, da se pojavljajo v zelo različnih kombinacijah zelo različna čutila in da nikakor ne sovpade s to zelo empirično, telesno naravnano delitev, ki jo predlaga Aristotel in po kateremu potem se to kotali skozi stoletja in po kateremu še danes smo tako zelo zaverovani, da postajajo 5 čutil in da to je to. Zato se mi zdi vedno zanimivo posegati po temu, čemu se sicer suhoparni akademski govorici reče primarni viri, no, rekel bolj klasicistično, po klasičnih avtorjih, ker tam se stvari običajno postavijo in ostanejo take nevprašljive, neprevprašane, ostanejo kot neke resnice, ki jih potem iz generacije v generacijo podedujemo in reproduciramo. In zanimivo je to, no, če pogledamo pri Aristotelu, kako v dotični knjigi Peripsihe de Anima, ki mimogrede velja za pseudo-Aristotelovo delo, tako da ne samo, da je Aristotel tisti, ki je postavil 5 čutil, ampak še to ni gotovo, je to bil Aristotel, da so bili njegovi učenci, gre za eno izmed tistih vprašljivih del. No, ta knjiga, vseeno podpisana z njegovim imenom, in kaj noter lahko preberemo, lahko vidimo, da pravzaprav se Aristotel najbolj zaustavi pri vprašanju dotika natanko zato, ker mu ne more postaviti meje. Pri vseh stvarih čutilih, kot pravi, je jasno, kaj je medij, preko katerega ta čutila zaznavajo, pri vidu svetlova, pri sluhu zraka in tako naprej. Pri dotiku pa da temu nikakor ni tako. Zdaj se zdi, da je medij te zaznave telo, še bolj natančno meso, potem doda seveda kožo. Tukaj se ne izide, ker težko postavi potem ločnico, ker je koža sama ločnica med telesom in telesom, med našim telesom in zunanjim svetom. Gre v bolj v notranjost, pa postavi na koncu zelo za današnje, recimo
razmere v znanosti zelo bizarno tezo, da je pravi med in tisto pravo sidrišče, okoli katerega se strukturira naša zaznanost tipom, pravzaprav srce. Kratka, od srca do sveta se dotik raztegne skozi vse te materialno prijemljive in opisljive reči, pa vendarle, kljub temu se stvar ne izide. Niti na empirični, niti na drugotni ravni. Na empirični ne. Naj navedem samo en primer, zdaj dobro skočimo par tisoč let, v 20. stoletje, francoski fenolog Maurice Merleau-Ponty čisto na začetku svoje knjige Fenologija zaznave, ko poskuša razvijati svoje teorije, zanimivo začne ne z dotikom kar tako, v smislu dotik je naša vez s svetom, etc., ampak začne z negativnim primerom. Začne s primerom fantomskega uda. Fantomski ud je tisti klinični primer, kolega bo vedel povedati več o tem, vse mene bi zanimalo slišati, kaj bi vam povedati o pojavu fantomskega uda, ker gre za to, da nekomu, ki je zaradi, vojne ali dela, to so vir največjih gorja človeku, vojna ali pa delo, zgubil roko ali pa nogo in namesto tega razvil fantomski ud, ki ga še vedno čuti. Skratka, roke, ki je de facto ni več tam, še vedno jo čuti kot obstoječo. In že ko ste imeli temo bolečine, en moj prijatelj, en nevrolog, pač pa dobro, z nevroznanostmi se ukvarja, predvsem z družboslovnega vidika, mi je navedel primer nekega indijskega nevrologa, ne spomnim se imena, ki je obravnaval... Kdo je? No, če bi se spomnil... Manuel Kuran, drugače, doktorat dela iz nevroznanosti in mištrica z družboslovjem. Navaja primer skratka nekega indijskega nevrologa, ki je obravnaval pacienta... Možno, ja, možno. Obravnaval je primer pacienta, ki mu je roko odneslo v tem položaju in mu je potem s fantomskim, ko je razvil fantomski ud, so mu začeli fantomski nohti razraščati v kožo. Skratka, nohti so kar, roke ni več, ampak on je čutil, kako mu nohti raščajo v kožo, v meso zarivajo in ta bolečina je seveda bila popolnoma realna. Skratka, popolnoma bila realna bolečina, brez roke, ki bi dejansko bila tam in zaznavala tipalno, kaj se dogaja. In to je bil blazno zanimiv primer, razrešitev je bila ta, da je mu dal, pač poskušal na različne načine operativno poseči po telesu. Ne me vprašati, kako to izgleda, zopet tukaj imamo strokovnjaka za ta vprašanja, ampak dotični nevrolog se je zamislil neke zelo bolj kreativne rešitve in to je, da je dal temu pacientu na dom tako skrinjico zrcalno, kjer mu je dejal, da mora dati obe roki noter, se pravi, predstavljate si, da in levo, ki mu je ni odneslo, in desno, ki manjka, in naj gleda odsev leve roke, kot da je desna, in naj odpira in zapira to roko. In s to vajo, kar naenkrat to je delo, gledal tisti zrcalni odsev te roke, tako da je leva roka izgledala kot desna, kar naenkrat je odprl tudi to fantomsko dlan in se je razrešil te bolečine. Skratka, z neko prevaro, ki je bila popolnoma optična, je zvezal to optično izkušnjo z taktilno. Zdaj, to so, kot rečeno, to so zelo empirično, telesno, recimo še vedno relativno, če že ne oprijemljivi, pa vsaj dojemljivi primeri, ampak tisti zares zanimivi primeri se začnejo pravzaprav tam, kjer se končajo telesno opisljivi in to terja, da skočimo mogoče od Aristotela in aristotelijanske znanstvene tradicije, ki poskušajo umestiti v telesi dotik telo, v platonistično, kjer lahko pri Platonu preberemo v zelo različnih dialogih, od Fajdona do drugih, kako tam dotik funkcionira kot protipol v resnici telesnosti in čutnosti in seveda Platon v tistem smislu govori o nekem drugem dotiku duše. Dobro, njegova spoznavna teorija, ne bom je zdaj obnavljal, gre pač za to, da se duša lahko dotika idej in da lahko dostopa do sveta idej, ki so po definiciji netelesne, neoprijemljive, nečutne v tem smislu, samo na podlagi tega, da se odreče svojemu telesu.
In tle je ta notranji paradoks, ker odreči se svojemu telesu v radikalnem, če preženemo to do konca, pomeni smrt. Skratka, tle je nek notranji paradoks Platonove postavitve, vse kar se tiče dotika, ampak ne bom se spuščal to, kot rečeno, tisto, kar je zanimivo, je to, da spostavi ta moment, postavi dotik kot dotik na neko drugo potenco, na neki drugi ravni, kot stik s svetom, ki je po definiciji neoprijemljiv, nedotakljiv. In v tem oziru so seveda brali in interpretirali Platona, češ da uporablja dotik tako kot vsa ostala čutila, kot metafore. V smislu, tako kot za pogled, dobro, to je za drugi večer, drugo srečanje, enako za dotik velja, da seveda modelira vse te svoje metafore, Platon kot nekdo, ki je tudi ne samo filozof, ampak tudi pesnik, da seveda jih modelira po realnih čutilih. Se pravi, da ko poskuša opisati, kaj se dogaja na duševni ravni, na ravni spoznanja, na ravni razmerja duše do idej, da se poslužuje metafor, ki so pobrane iz čutno zaznavnega sveta. In tako, ko govori, da to, kar vidimo, so seveda samo sence ideje, ampak da moramo zreti z očmi duše, zato da bi vzrli prave ideje, na enaki ravni tudi z dotikom, ne moramo se odpovedati dotiku, zato da bi lahko pristopili in se dotaknili samih idej na tej ravni. Skratka, mislim, da ne gre pri Platonu, da če ga beremo dosledno in natančno, vidimo, da sploh ne gre za metafore, nikjer ne gre za primerjavo, v smislu, da bi vam rekel tako kot, ali pa kakšnokoli retorično figuro, ki uporabiš v pesništvu za to, da bi naznano, da gre za metaforo, ampak govori direkt. Skratka, obstaja v sami duši čutilo dotika, ki je zmožno poseči po idejah. In v tem oziru se mi zdi, da lahko tudi preko Platona, ali celo izključno samo preko Platona, razumemo tudi vse tisto, kar se nam zdijo metafore, dokler se dogajajo drugim, ampak ko se zgodijo nam, vidimo, da imajo zelo realne in nič kaj metaforične konsekvence. Če smo že govorili o bolečini, drugi primer, ki bi ga dal, drugi robni, mejni primer, je natanko to, ko nas prizadanejo besede drugega. Ne gre za to, da nekdo govori na glas in da nam poškoduje slušni aparat in da za nas zato boli, boli nas sama vsebina teh besed. In če hočemo razumeti, kako je možno, da nas neka vsebina, ki kot taka nima nič fizičnega v tem smislu, da bi nas tisto fizično bolelo, moramo natanko sozreti še enkrat po tej drugi liniji, po platonistični tradiciji mišljenja dotika. Najlepša hvala, omenili ste, da ste veliko odličnih iztočnic za naprej, ampak mogoče ste najbolj bi pa res profesor delno zastavil klasično vprašanje fantomskega uda. To je, mislim, da večna nevrološka tema, ko se govori o somatiki, zaznavi. Ja, včasih je res bil tak fantomski, zdaj pa s temi raziskavami, ki so bile narejene, recimo, ne vem, v zadnjih 20 letih ali pa več, je pač nekako nam je malo bolj jasno, kaj to pomeni z čisto neurofiziološkega vidika, kaj to pomeni, se pravi, tale fantomski ud, v bistvu sta nekako vsaj dva termina, ki se pač uporabljata, pač izmenično, fantomski ud pa fantomska bolečina, ker fantomska bolečina lahko pač obstaja, ne da bi obstajal fantomski ud, je pa mehanizem pravzaprav podoben. Se pravi, fantomski ud bi bil takrat, ko pač je recimo amputacija, hotena ali pa nehotena, ki je ponavadi pač akutna, se pravi naenkrat nepričakovano pride do pač ene take amputacije, kot je recimo v teh različnih vojnah ali pa recimo v prometnih nesrečah danes in tako naprej. Fantomski ud pa se lahko pojavi tudi takrat, ko v bistvu možgani ne morejo več zaznati recimo dotika oziroma nobenega občutka, ki pride iz, rekli smo, da ni samo bolečina dotik, so tudi vibracije po propriocepcije iz udov. Se pravi, ko ne morejo možgani zaznati, da v bistvu so pač udi, kot recimo pri transekciji, pri poškodbi hrbtenjače. Tudi povezano recimo v vojni, v prometni nesreči in tako naprej, recimo zlom hrbtenice za poškodbo hrbtenjače, mi temu rečemo strokovno transekcija hrbtenjače. In pač naslednji dan, po naslednjih dneh, potem, ko se pač bolnik pride k sebi, v bistvu razvija pač hude bolečine v spodnjih okončinah.
A veste, kot v filmih, ko recimo, ne vem, po prometni nesreči so mu amputirali noge, pa so mu amputirali nogo in pač odkrijo, on se niti ne zaveda, da pač noge nima, odkrijo pač noge in vidi pač bolnik kar naenkrat zgrožena, da pač ele noge nima. Kljub temu, da on se vedno čuti to nogo. Zakaj? Kako v bistvu to, da pač on nima noge, pa še vedno pač on misli, da pač je noga tam prisotna. Mi smo nekako nehali tam nekje pri hipotalamusu, talamusu, limbičnem sistemu. Rekli smo pa, da v bistvu, da bi zaznali karkoli, se pravi, da se zavedamo določenih stvari, pač rabimo tudi kortikalno funkcijo, se pravi, rabimo korteks, se pravi, možgansko skorjo, ki naj bi hranila recimo tiste najvišje zaznavne procese. In mi vemo, da pravzaprav, čeprav se teorija pač nevroznanstvena spreminja, se posebej v zadnjih 10 letih, potem ko smo pač začeli uporabljati magnetno rezonanco, funkcijsko magnetno rezonanco, tiste napredne načine analize, elektroencefalografije in tako naprej, so pač recimo segregacije kognitivnih funkcij v določenih delih možgana. Se pravi, ne vem, eksekutivne funkcije lokalizirane v dorsolateralnem prefrontalnem korteksu, limbične funkcije v medialnem delnem korteksu, parietalno, se pravi, tale del tle je pač odgovoren za senzibiliteto in tako naprej. No, ko smo že pri tem delu možganov, ki se mu reče parietalni, temeni del korteksa, tle se nahaja tako imenovani senzorični korteks, se pravi, ta primarni, sekundarni, terciarni korteks, se pravi, primarni je tisti, ki najprej sprejme tiste informacije, ki pridejo iz hrbtenjače prek možganskega dela in talamusa, se pravi, zelo pomemben organ v možganih ali pa del možganov, ki v bistvu prenaša tiste impulze do samega korteksa. To so pač tiste porazdelitve, tisti, ki mogoče malo bolj več vejo, recimo v anatomiji, so Brodmanovo področje 3-1-2, pa pač pol od zadaj je recimo asociacijski senzorični korteks, se pravi tista Brodmanova področje 40-41 in tako naprej. Se pravi, recimo bolnik, ki je bil amputiran, pač še vedno misli, da ima nogo, kljub temu, da pač noge nima, zaradi tega, ker možgani še, se pravi, del možganov, ali pa del korteksa, možganskega korteksa, ki je do sedaj zaznaval tiste informacije, ki pridejo iz te noge, so še vedno prisotne. Se pravi, noge nimamo, ampak del možganov, ki je odgovoren za sprejemanje teh občutkov iz te noge, so še vedno tam prisotne. In je težko možganom dopovedati, da pač te noge ni, kljub temu, da pač noga tam ni prisotna. Nekaj časa recimo potem in zaradi tega se lahko pač tudi razvije tudi tista, če gremo pač en korak nazaj, recimo tista fantomska bolečina, zaradi tega, ker je to pač zdaj ta del korteksa v bistvu nima nobene funkcije, pač, veste, možgani morajo nekako zapolniti tisti izpad funkcije, zapolnijo na ta način, da v bistvu začnejo pač prožiti nekontrolirano, in zaradi tega preintenzivnega proženja teh nevronov se razvijajo taki občutki, ki pač normalno jih ne bi zaznavali, če bi pač čut bil tle prisoten. In v tem primeru se lahko razvije taka huda bolečina, se lahko razvijajo postopoma tudi taki fenomeni. Še posebej takrat, ko začnejo drugi deli možganov, recimo za roko, pač razraščati v dele možgane, v korteks, ki pač je bil odgovoren za zaznavanje teh občutkov, ki pridejo iz noge. Pa recimo, ko se bolnik dotakne obraza, ima občutek, da se je dotaknil svoje noge, ki je ni. To je zaradi tega, ker tisti del možganskega korteksa, ki je bil omejen na enem področju, skuša zapolniti tisti prostor, prazen prostor v korteksu, ki pač več nima praktično nobene funkcije. Veste, v možganih vendar je nekako, jaz temu rečem ponavadi ekonomija možganskega funkcioniranja. Veste, korteks ne more ostati pač brez nobene funkcije, če korteks ni, ali pa možgani ne morejo, noben del možganov ne more ostati brez funkcije, če ta del možganov je še vedno funkcionalen. Druga stvar je, ko pride do poškodbe možganskega korteksa po določenega dela možganov. To je povsem druga stvar in se pač drugače kaže. Mi zdaj govorimo o tem, da je pač poškodovan ud, da možgani funkcionirajo povsem normalno. In ta primer, ki ga je povedal kolega, da v bistvu
kako pravzaprav to zdravimo. Mislim, en teh rehabilitacijskih postopkov pri zdravljenju tega fantomskega uda je z tem feedbackom, vidnim feedbackom, se pravi, mora nekako ta bolnik v bistvu dojeti, da te noge pravzaprav ni, in se pač naučiti, da te noge ni na ta način, da pač gleda pred sabo v ogledalo, izvaja določene gibe za eno nogo in na ta način se pač pravzaprav nauči, da teh gibov ne more izvajati za noge, ki pravzaprav ni. In to je v bistvu tale koncept, recimo, fantomskega uda, fantomske bolečine, pač tako kot sem rekel, ozko povedano za to, tako imenovano plastičnost možganov. Možgani so pač plastični, to pomeni, da se lahko spreminjajo in se skozi spreminjajo in se skozi učijo. Tako da to bi bilo na kratko, recimo, teh neurofizioloških mehanizmov tega fantomskega, se pravi, visoko kortikalno. Se pravi, zdaj, ko ste govorili o tem primarnem somatskem korteksu, mogoče bi še čisto na kratko predstavili idejo samega homunculusa, se pravi, kortikalne reprezentacije. Ja, tale koncept homunculusa se v bistvu razvil iz motorike. Veste, recimo, ko pač pridete, imate nevrološke težave, nevrolog ponavadi naredi pač več delov tega tako imenovanega osnovnega nevrološkega pa kliničnega nevrološkega pregleda. Mi to pač porazdelimo na prvič opišemo na kratko ali pa bolj detaljno, odvisno od napotitve, recimo, kognitivno stanje bolnika, pa povemo, da je pri zavesti in tako naprej, pa možganske živce opišemo, to, kar se dogaja pač, se pravi, teh 12, recimo 10 plus 2 možganskih živcev, pa opišemo motoriko, pa še potem senzoriko in pa pač recimo cerebralni sistem pa hojo. Motoriko je veliko bolj enostavno opisati, kot je pač sama senzorika. Ta koncept homunculusa se je razvil v bistvu nekako v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko so ameriški kirurgi v bistvu delali z stimulacijo, se pravi z električno stimulacijo, so stimulirali motorični korteks, ki se pa nahaja tik pred senzoričnim korteksom. Pravi, ta motorični korteks je lokaliziran v sprednjem delu možganov, se pravi v frontalnih, čelnih režnjih, ta senzorični, kot smo rekli, v temeljnem oziroma v parietalnem delu možgana. Loči jih pa tako imenovani sulcus centralis, se pravi centralna brazda, se pravi med enim in pa drugim korteksom. In ne slučajno sta motorični in senzorični korteks v bistvu tako blizu, zaradi tega, ker pravzaprav gre za enoten sistem. Mogoče bomo tem malo bolj več povedali, lahko tudi nadaljujem. Se pravi, senzori-motorični sistem, se pravi, to je sistem, s katerimi pravzaprav mi pač določene stvari zaznavamo in takoj potem pač, reagiramo na določene zaznave. Recimo refleks, če mi vzamemo čisto enostaven model, veste, če pa imamo recimo črno skrinjo, ki so naši možgani ali pa živčni sistem, imamo pač vhodne informacije, mi tega rečemo aferentne informacije, pridejo v sistem in na to pač imamo določen odgovor. Tako pač funkcionirajo na nek način recimo računalniki, hočemo zaračunati nekaj v pač statističnem programu, vnesemo pač same podatke, to je pač aferentne podatke, pač uporabimo določen algoritem in potem pač dobimo določen rezultat. To je pač tisti odgovor na to, kar je v možganih, v programu pravzaprav bilo procesirano. Se pravi, senzorični sistem, ki je lokaliziran v parietalnem delu, tako kot sem rekel, je pač se pravi primarni, sekundarni, terciarni, ali pa pač lahko tudi rečemo, da je primarni oziroma asociacijski. Asociacijski korteks je tisti korteks, ki v bistvu skuša recimo senzorične ali pa somatosenzorične informacije pač povezati z drugimi občutki. Recimo tisti slušni korteks se nahaja lateralno, stransko, pa od spodaj, se pravi lateral-posteriorno od samega v senčnem režnju, vidne informacije se nahajajo čisto od zadaj, vse ostale, recimo pač možganske funkcije se pač nahajajo v medialnih oziroma v sprednjih delih samih možganov.
Na tak način pravzaprav pač funkcionira recimo tiste različne senzorične informacije, ko pridejo recimo v somatosenzorični korteks, ki se nahaja za to centralno brazdo, vedno pač dajo tudi informacije direktno v motorični korteks, ki se nahaja od spredja. Se pravi, to so take, kako bi rekel, bolj arbitrarne razdelitve, ki jih mi uporabljamo zaradi tega, ker pač moramo, ne vem, nekako narisati sliko funkcioniranja tega sistema. Vendar senzorični sistem in pač motorični sistem sta zelo ozko povezani. Se pravi, na najnižjem recimo pač tem modelu, kot je recimo tale refleks, pač umaknitveni, to, kar smo rekli na začetku, recimo za samo bolečino, pač se pravi vroča plošča, če to odpečemo in pač takoj odreagiramo, to je čist refleksno, praktično mi tega niti ne zaznamo. Mi zaznamo, z zamudo v bistvu zaznamo bolečino. Se pravi, tisti refleks je veliko hitrejši, zaradi tega, ker tiste informacije pravzaprav na začetku niti ne pridejo v korteks, pridejo na nivo hrbtenjače in na nivoju hrbtenjače so pač vzpostavljeni tisti najbolj osnovni refleksi. To so tisti tudi recimo eksperimenti, ki so bili delani v prejšnjem stoletju na mačkah ali pa na psih, ko so jim prerezali, recimo tega danes si ne moremo predstavljati, ker je pač to neetično po novih teh etičnih merilih, ampak to, kar so delali recimo fiziologi pa patofiziologi, so prerezali recimo mački pač hrbtenjačo in so ugotovili, da kljub temu, da so recimo prerezali hrbtenjačo zadnje noge, se pravi sprednje noge pa zadnje, se pravi ni nobene komunikacije med možgani in pa zadnjimi nogami, recimo, ko so izpostavljeni recimo enemu traku, ki se pač premika, začnejo hoditi. Se pravi, to je pač tisti refleks hoja, se pravi, kljub temu, da pač nimaš nobene kontrole. Se pravi, tisti najbolj osnovni refleksije ali pa določene funkcije, ki jih pač skozi uporabljamo, so pač potisnjene navzdol v tej hierarhiji funkcioniranja organov. Prav tisto, kar je zavedno gor, ko se učimo, enako tudi za pisanje, recimo z kolesarjenjem ali pa z plavanjem. Enako je tudi na koncu na samem začetku, ko skušamo, ko smo pač stari 1-2 leti, ko skušamo pač shoditi. Se pravi, na začetku so na zelo zavednem nivoju, potem, tako kot se pač jih rutinsko naučimo, pač grejo počasi vse bolj dol, vse bolj globoko do basalnih ganglijev, oziroma ene funkcije so pač tudi evolucijsko, kako bi rekel, pač enostavno zakopljene recimo v pač tej anatomiji oziroma fiziologiji živčnega sistema, kot so recimo osnovni refleksi, umaknitveni refleksi ali pa refleksi hoja in tako naprej. To je globoko usaljeno v samih možganih in tisti refleksi pač so tam, tudi če jih ne uporabljamo, so pač prisotni. Se pravi, potrebno je, da je določen držljaj iz okolice, da lahko tiste reflekse pravzaprav aktiviramo. Se pravi, glavno sporočilo tega dela mojega dogovora bi bil pravzaprav, da ta senzorični in motorični sistem funkcionirata skupaj. Ok, in to je odlična istočnica za moje naslednje vprašanje. Pač senzorika, motorika, zaznava delovanje, pač to sta dva stvari, ki pač modeliramo, da lahko o tem neurološko govorimo, ampak očitno pa rabimo neke vrste, nek gestalt, nek holistični pristop, ko pa hočemo pročiti neko živo zaznavo, pač kak sem se steknil po tožalcu in operiral. In pač tukaj je pač telo tisto, ki zaznava. Bi lahko mogoče spregovoril o čem govorimo, ko govorimo o telesu. Kak se telesa blotiti, da bojo in naravoslovci in drugoslovci veseli. Ni šans. Vsak filozof, ki je ustvaril neko ali neko dvojnost, neko subjekt-objekt, korper neki. Koliko časa si rekel, da imamo? Zdaj se čas. Še potem čaj. Mogoče samo
čas, imamo čas za čaj, zdaj še. Jaz mislim, da je to vprašanje celostnega opisa nekega izkustva, recimo, da se omejimo vsaj na to izkustvo dotika, ne? Da gre za v bistvu dve vprašanji. No? Eno je, kako celostno opisati dotik, recimo zelo pogojno rečeno, z eno znanostjo, z eno paradigmo, z eno teorijo. Drugo vprašanje je, kako opisati dotik z več različnimi teorijami. Prvo vprašanje se da zopet zelo natančno locirati vsaj v filozofiji in to je v razsvetljensko paradigmo. Ne? To je bila konec koncev pretenzija filozofije tistega časa. Ne? Kako podati neko celostno vernost in odgovor je bil edino v formi znanstvenega oziroma filozofskega logičnega sistema. Ne? Torej, sistemski odgovor, kako opisati peripatije dotika z vsemi možnimi logičnimi izpeljavami in paradoksi. Ne? To če skrajšam. Ne? Danes, ko živimo v obdobju, kjer se v akademiji tako pedagoško kot raziskovalno promovira interdisciplinarnost v različnih različicah, od transdisciplinarnosti do metadisciplinarnosti, ki so pravzaprav različna imena za isto stvar v osnovi, kjer gre za to, da moraš, ne obstaja ta imperativ, moraš mešati različne znanstvene pristope in paradigme, zato da bi lahko celostno dognal nekaj. Ne? Jaz mislim, da sta oba pristopa napačna in da če bi nekdo štartil bodi si iz enega, bodi si iz drugega, bi nujno zgrešil tisto, za kar greš, zlasti, ko gre za vprašanje dotika. In za primer naj navedem meni izredno ljubega avtorja, filozofa Jeana Nancyja, za katerega velja pa zato, ker je njegov prijatelj Jacques Derrida tako rekel, da je to prvi pravi filozof dotika. Zakaj? V zgodovini filozofije seveda ne gre za to, da niso filozofi obravnavali dotika in ko rečeno, štartamo lahko pri Platonu in Aristotelu in vidimo, gremo skozi zgodovino filozofije in vsak filozof je imel nekaj zapovedati o dotiku, ne? Tako kot marsičen drugi. Nancy, če vzamemo to Derridajevo trditev za res, je Nancy prvi resni mislec dotika natanko zato, ker se je omejil. Ne samo, da se je omejil v smislu disciplinarno, ampak tudi omejil se je na nivoju objekta, na sam dotik in brez kakršnihkoli pretenzij zdaj, da treba celostno to opisati ali pa da treba uporabljati zelo različne pristope za to opisati. Ne? Nek konceptualni minimalizem, ampak tudi minimalizem pretenzij po temu, kako zapopasti ta objekt, ki je dotik. Ne? In mislim, da če kaj, da tisto minimalno zahtevo, ki jo postavi, je pač ta, da treba objekte, ki se jih lotimo, obravnavati na nivoju, paralelno sem vrtil francoski stavki, no, na proper način. Ni nujno pravilen, ampak primeren, ja, to je, hvala, slovenska beseda, ki sem iskal za ekvivalent francoskemu propre. Čeprav francoski propre vseeno ima malo bolj pravšnji tudi, pravšnji, primeren. V tem smislu je to pravilen način. Ne? In ko gre za vprašanje dotika, in si dodajem pravi, da ta objekt, čeprav težko govoriti o dotiku kot objektu, z določenih razlogov, do katerih še mogoče, s katerih mogoče sklenil ta del, ampak predvsem težko zato, ker zato, da lahko primerno, propre govorimo o dotiku, moramo imeti takt. In zopet to, kar se zdi kot metafora pri Nancyju, jaz mislim, da je zelo precizna filozofska misel, ker gre za to, da tudi sam takt, ne, poznamo pojem iz glasbe, ko gre za takt, ampak tudi iz čisto družbeno-maniernih situacij, ko gre za takt, v smislu, moraš imeti družbenik, nek takt, ne moraš preklinjati takega. Kontakt, ja. Kontakto s taktom. In od tukaj vse možne speljave. Dobro. Beseda je latinskega izvora in z nje lahko pridemo od contagio, ki pomeni nalesti se, do taktike, ki je militarističnega izvora in tako naprej. Skratka, obstaja
neko zelo pojmovno jedro tega fenomena, ki je dotik, in čim ga začnemo na pojmovni ravni zapopadati, vidimo, se nam razraste na zelo različne smeri. Ampak zopet, da se vrnem zdaj na Nancyja. Zakaj, ko postopamo z dotikom, treba imeti takt v vseh možnih smislih besede, zato ker sam dotik je polivalenten. Sam dotik ima vse te mnogoznačne pomene, zaradi katerega je vsakršno zakoličanje, pojmovno, logično, opredelitveno z definicijami, ali pa tudi čisto senzorično, v tem smislu, to, s čimer smo začeli, pravzaprav netaktno. To, če prevedem družbeno govorico, to se ne spodobi za tako stvar, kot je dotik. Kot se ne spodobi, zato sem se tudi hitro poprej poskusil popraviti, spodobi govoriti o dotiku kot objektu. To je pa, recimo, že ena generacija filozofov poprej, pred Nancyjem, že prej navedeni Maurice Merleau-Ponty, je ravno na primeru dotika poskusil pokazati, zakaj je ta paradigma, da imamo na eni strani znanstvena paradigma, da ne imamo na eni strani subjekt spoznanja, na drugi strani pa objekt spoznanja, da to je klasičen način, kako pristopamo do sveta in fenomenov tega sveta, kot znanstvenika, kot spoznavajoči, pa zelo generično kot ljudje, ki spoznavamo svet. Na primeru dotika natanko vidimo, da ta meja ne vzdrži, da vsakeč, ko gre na nek najbolj elementaren dotik, na primer za skodelico čaja, da v bistvu te meje ni mogoče postaviti, da se pravzaprav vsakim dotikom objekt sprevrača v subjekt in obratno. Kolega se je dotaknil skodelice in skodelica se dotakne na njega. Ko je nalil čaj, seveda enako in da se potegniti neko metonimično verigo na njegovim telesom, njegovo skodelico, ki jo se je potem dotaknil svojimi rokami in med njima se je zgodil stik, ne da bi se dotaknila, če gremo po tej poti. Dotaknila sta se preko čaja, in to ni samo družbena metafora, ampak da se dobesedno fenomenološko izpeljati to zvezo. To se pravi, telo je na nek način včasih, to je lahko tudi sobo vprašanje, včasih je telo nek objekt zaznave, ampak ponavadi ni, pa imate svojega telesa ne zavedamo o raznih primerih nekih resomatskih bolečin, ako to pridobljeno čisto razumel, in pa tako povedati, da je ponavadi telo nek bolj medij neke zaznave, neki skozi kaj. Jaz mislim, da saj, če lahko sem še ta del, če se držimo, pa bom navedel še en primer iz Merleau-Pontyja, ki mislim, da so zelo hvaležni primeri, natanko za podnes pa podarice, postaviti pod vprašaj te predstave. Njegov primer tega, zelo enostaven, je ta eksperiment, ki se lahko gremo tukaj, dajte dva prsta skupaj. To je njegov eksperiment. In zdaj njegov poskus gre v tej smeri, da če poskusite zavestno se dotakniti z enim prstom drugega, boste videli, da ne morate nikoli biti hkrati prisotni v obeh prstih. Vedno ste lahko samo enemu, ki se dotika drugega, pa obratno. Lahko skačete zavestjo iz enega prsta v drugega, ampak ne boste mogli uloviti tiste točke, kjer bi zdaj bili hkrati prisotni v obeh prstih in se tako zaznali ta dotik. Ta njegov elementaren filozofsko-fenomenološki paradoks, da ni mogoče postaviti subjekta in objekta na fiksen način. Tukaj je in hkrati telo zaznavajoče in zaznano. In hkrati je subjekt zaznave in zaznano na druge novo. Zdaj tam, kjer mislim, da se pa Merleau-Ponty, ne da moti, ampak da je mogoče prekratek, je ta, da ta primer deluje samo, kolikor upoštevaš seveda, kolikor jemlješ za veljavno to instanco, ki se reče zavest. Imamo primere, mogoče to pol za naslednji rundo, ampak imamo primere, kjer zavest absolutno ni prisotna. Kolega je prej navedel in zelo zanimivo mi je bilo, da je topologija tega, da so tisti, da so zaznave na zavestni ravni više ali zgoraj, če je bila to topologija tudi možganov, kako se razumel, da ja. In da so tisti avtomatizirani, tako rekoč podzavestni procesi bolj globlje in noter, ampak zabavno je to, da to je topologija, s katero so opisovalo duševne procese še v klasični psihologiji 19. stoletja. In tudi Freud med drugim je nekaj časa operiral s to topologijo, ampak
do tega odkritja nezavednega, kjer je poskušal ravno nezavedno razlikovati od podzavesti, nezavedno kot nekaj, kar ni tisto preprosto, kjer zavest ni prisotna. Ne? V smislu imamo procese, ki so zavestni, ki jih mi pilotiramo z našo voljo, imamo procese, ki so avtomatizirani, ne? Od majhnih rok od vira bolečine, pa voziti avto in tako naprej, ampak da je nezavedno natanko nek spodric, spodgib ali pa način, kako to razmerje, kako se to razmerje spodnese, kako pravzaprav med zavestnim in podzavestnim subjektom, kako tukaj nastane neka vrzel, v katero se piše tisto, kar je Freud imenoval nezavedno. Ampak to mogoče pol za drugo rondo. Jaz zdaj na tej točki navezala na nekaj drugega. Glede na to, da ob raznih motnjah razpoloženja pogosto ljudje poročajo o kakih visceralnih občutkih napetosti, recimo kakšna tesnoba se kaže v razdraženem črevesju, ali pa krvna bolezen bila imela neke te elemente zraven. A bi lahko trdili, da gre za v dobesednem ali pa metaforičnem smislu za nek pretiran stik z samim sabo, za pretirano aktivnost nekih teh. To je psihosomatika, Ja, klasična. Ima samo par besed, glede, bom seveda odgovoril tudi na to vprašanje, glede tiste zaznavanje sebe pa propriocepcije. Jaz sem na začetku povedal, da obstaja tudi sistem proprioceptivni, ki sem rekel, da izhaja iz grške sebe proprios, ki pomeni jaz sebe, ne, pač se pravi ta cepcija, ki pomeni, da pač čutiš, ne, se pravi čutiti sam sebe. Vse obstajajo recimo določeni receptorji, ne, pravzaprav organi, ne, ki se nahajajo v mišicah in v kitah, v tetivah, ki v bistvu zaznavajo, ki jim rečemo pač proprioreceptorji, ki pač v bistvu generirajo signali, ki se jim reče proprioceptivni signali, ki potujejo. Se pravi, tako imamo pod kožo neke senozorje za zunanji svet, imamo to na mišicah. Ja, tako, ki v bistvu pač kontrolirajo zelo pomembne pač funkcije, ne, recimo, absolutno ni slučajno, koliko močno se bo določena mišica ali pa mišična vlakna v mišici pač pokrčila pri določenem signalu. To je vse sprogramirano in se nahaja v različnih delih možganov, ne, mislim, če bi se mogoče enkrat tako organiziramo nekaj o motoriki, pa se bomo malo več pogovarjali o motoriki, ne, pa bomo pač prišli nazaj. Je lahko zadnje pač predavanje tega cikla. No, kakorkoli že, se pravi, tista mišična, tem receptorjem se reče mišična vretena, ne, ki so tako organizirana, da lahko zaznajo, koliko so mišična vlakna recimo pokrčena in tisti signal vrnejo nazaj, ne, kot pač feedback signal možganov, in ga obvestijo, koliko so se mišična vlakna pokrčile in možgani preračunajo, koliko jih je treba dodatno še pokrčiti ali pa jih sprostiti. In to je recimo ta tipičen, klasičen nevrofiziološki proprioceptivni signal. Ali pa recimo v tetivah, kot sem rekel, tako imenovani Golgi tetivni aparat, ki tudi zaznava recimo, koliko je ta tetiva zategnjena ali pa koliko je ohlapna. In na ta način v bistvu kontrolirajo pravzaprav gibe. Se pravi, iz čist nevrofiziološkega vidika tisto zaznavanje sebe je močno povezano z pač kontrolo recimo motorike. Se pravi, tisti ta eferentni del same pač te zgodbe o pač držaju in pa pač odgovoru na te držaje. Se pravi, seveda pač pri tem so tudi dotiki, mi zaznavamo same sebe na ta način, da pač smo ves čas v dotiku z zrakom, popravljamo se pač v vodi in pač, ne vem, zaznavamo tudi volumen na nek način našega telesa. Zdaj pa ta drugi del, kaj smo rekli o tej kot psihosomatiki, je, veste, recimo mi vedno rečemo, da so tudi določene bolezni, recimo tipično ste v medicini tako imenovane avtoimune bolezni, ki so pač mimogrede bolj pogoste pri ženskem spolu,
so nekako močno povezane tudi z nekimi psihičnimi dejavniki. Mi pač naštevamo, okay, imamo pač etiologijo te bolezni je takšne in takšne, je lahko povezano z genetiko, je lahko povezano s tem in tako naprej. In na koncu pač nimamo več kaj zapovedati, ne čist biološkega, rečemo, ja, pač to je tudi povezano verjetno s psiho. In v bistvu na nek način je res povezano s to psiho in cela disciplina, ki si reče psihosomatika, kako zaznavamo recimo bitje srca, ki je pač močno povezano tudi z zaznavanjem teh emocij. To so bili tudi eksperimenti, recimo, da v bistvu takrat, ko smo recimo anksiozni, ko pač nam začne razbijati srce, se pravi tisto bitje srce, ki je hitro, seveda temu pač tahikardija, se pravi hitro bitje srca je pravzaprav dejavnik, ki pač perpetuira, se pravi, ki doda pri temu, da se mi počutimo še bolj anksiozni. In so panični napadi, recimo pri določenih osebah, ki pač pridejo z globokim dihanjem, pač ravno zaradi tega, ker pač se morajo iti ven iz tega cikla, se pravi, bojim se, srce bije hitro, se pravi, se še bolj bojim, srce še bolj hitro bije in tako naprej. In se pač vzpostavlja en tak cirkulus viciozus, v bistvu iz katerega recimo tisti, ki imajo panične napade, ne morejo iti ven. No, enako tudi pri tistih psihosomacijah, recimo, ne vem, kako zaznavamo, recimo, ko smo potrti, ko nam nekaj ni v redu, ko smo pač depresivni, čutimo, da imamo neki v želodcu. In to je tudi točno povezano s tem, da v tem primeru verjetno pride do aktivacije enega dela tako imenovanega avtonomnega živčnega sistema, ki ni pod direktno zavestno kontrolo, ki pa naredi vazokonstrikcijo, se pravi zloži krvne žile v pač tem delu, se pravi telesa, v tem tako imenovanem splanchničnem delu telesa, ki ga pač mi čutimo kot občutek pač neke polnosti tega želodca. Enako je tudi za srcem, ko smo rekli, da pač ko začne razbijati, pa recimo za to kronovo bolezen ulceroznih kolitis, pri katerih jaz znam, recimo, da so direktno povezani recimo celo z določenim tipom osebnosti, recimo nekaj, ki se bolj bojijo ali ki so bolj občutljivi in tako naprej. Se pravi, je skupina bolezni, ko smo rekli, da so direktno povezani ali pa sodi v to skupino psihosomatskih bolezni. Kako pa čutimo recimo bolečino v teh notranjih organih, je pa malo drugače kot tiste bolečine, ki jo čutimo od znotraj. Mislim, pač, tako kot smo rekli, marsikdaj se v bistvu ne zavedamo nobenih niti dotikov ali pa dotika zraka, recimo se ne zavedamo zaradi tega, ker smo pač preveč vajeni tega dotika zraka, razen ko začne pihati, ampak ko je preveč mrzlo, zaradi tega, ker pač to je evolucijskega pomena. Če je mrzlo zunaj, kot je bilo pred, ne vem, parimi dnevi, -15, pač se mora skriti, ker drugače ne boš preživel. Enako je tudi, ko je prezoločen in tako naprej. Organe pač tudi občasno čutimo, ampak čutimo takrat, ko pač v bistvu je nekaj narobe v tem organe. Recimo slepič je en tak krasen primer, ki smo se ga učili. Ali je to kakšen medicinec? Razen jaz, medicinca, 3 medicinca. Recimo pri vnetju slepiča imamo dvojno bolečino. Najprej slepič čutimo, se pravi, tle nekje okoli, se pravi, popka, eno pač čist tako neomejeno bolečino in pač večkrat tudi tisti, ki imajo, če je kdo bil operiran zaradi slepiča, verjetno je nekdo zdaj, pač čuti, da je, ne samo, da mu je pač vroče, pa da ima visoko temperaturo in tako naprej, ampak tudi bruha, se pravi, aktivacija je zelo, tako, se pravi, kot pač neko zastrupitev, marsikdaj, če so to otroci ne vejo, ali je to zastrupitev ali pa ni, pa hodijo od enega zdravnika do drugega, dokler pač ne ugotovijo, dokler pač tale otrok ne pove, da ga boli tle, ravno tam, kjer se nahaja slepič. In to je zaradi tega, ker na začetku v bistvu je vnetje omejeno samo na tem slepiču, se pravi na notranjem organu, se pravi tista bolečina pa ni omejena, se pravi niso somatsko opredeljene, je ne moremo lokalizirati, zaradi tega, ker ta bolečina niti ne pride do tega somatosenzoričnega korteksa. Potem, ko je pač vnetje tako veliko, se pravi, ko pač vnetje postane precej izrazito, ko pritisne na tisto
peritonej, ne, se pravi na tista kot srajca, ne, v trebušni votlini. Takrat pa zaznamo tudi bolečino, ki je lokalizirana točno tam, ne, tam, kjer se nahaja slepič, zaradi tega, ker je pa ta peritonej v bistvu oživčenje, se pravi inervacija tega peritoneja prihaja v bistvu iz teh somatskih živcev. Tako da je pa tudi pot drugačna, ne? Se pravi, iz notranjih organov bolečino čutimo prek avtonomnega živčenja, predvsem prek tega nitja simpatičnega sistema. Ne? Se pravi, tiste bolečine potujejo prek simpatičnega sistema in pridejo, se pravi, v tiste centre, kot smo rekli, to je predvsem hipotalamus, ne? Se pravi, v tiste nižje centre, ki pač nimajo direktnega stika z se pravi, korteksom in zaradi tega te bolečine tudi ne moramo čutiti precizno. Sam en zanimiv komentar, omenili ste to čutenje srca svojega, ne, pač je zanimiv primer, mogoče toliko, pač je že, srce je že davno odpravljeno kot organ z bilo kako kognitivno ali duševno funkcijo, ampak očitno pa še vse neka emocionalna vloga srca obstaja, pač obstajajo ljudje, ki so recimo v boljšem stiku s svojim srcem in da jim znajo jo regulirati to. Stava razumska metafora. Ja, zanimivo. Ja, jaz bi se spet vrnila nazaj na patologije, nekako ne morem iz svoje kože. En izmed izumov sodobnega časa je obtežilna odeja. Ne vem, je že kdo slišal za to? Ta naj bi pomagala ob raznih razpoloženjskih motnjah. Ljudje, ki naj bi spali s to odejo, naj bi jim na nek način bile olajšane razne anksiozne motnje, recimo. Na kakšen način bi to delovalo? Pa če to povežemo recimo še z razvojno psihologijo, da recimo otroci, ki odraščajo v nekih ustanovah, se težje razvijajo, recimo počasneje razvijajo kognitivne sposobnosti. Torej, mora obstajati neka neposredna zveza med tem, koliko smo v stiku, koliko smo... A jaz se govorim najprej? Kako? Mislim, da se počne zoba. Ali pa objem, ne? Kot obtežilne odeje. Ampak zastopni smo. Mislim, da deluje še boljše, pa da ne pa se tvoj partner obteži, ne? Boljše kot obtežilna odeja, no? Jaz mislim, da tako ne, mislim, se ne zavedam, ali ne vem, če to pri nas kdo uporablja, recimo tako, kot recimo del tega procesa zdravljenja, se ne zavedam, ne vem, formalno, ampak če deluje... Kaj je od zadnji? Ja, kaj bi bilo od zadnje? Prisilni jopič, ne? To je ideja od zadnji. Jaz sem naredil. Uporabljali so ga recimo pri sindroma ADHD, se pravi sindrom, se pač zmanjšanje pozornosti pri otrocih, in pravijo, da včasih smo jo rekli, da so to temperamentni otroci, da zdaj pač dam diagnozi in tem otrokom rečemo ADHD. Mislim, to pač za tisti, ki se ukvarjajo, recimo predvsem za psihiatrijo, ne. Jaz mislim, da mehanizem pravzaprav ni jasen, kako pravzaprav pride do tega, ko pač daš tisto obtežilno odejo. Je pa verjetno povezano na nek način z pač konstantno, se pravi, z stalno stimulacijo, se pravi, možganov, se pravi, stalne impulze, ki pač kot dotik pridejo v možgane in na ta način na neko mislim uravnavajo recimo tisti da se pozicionirajo. Tisto, da se pozicionirajo, ja. Ali pa, ne, mislim, dejansko je to, kar sem rekel, ne glede objema, verjetno pač funkcionira, ali pa, ne, da te obteži partner, ne. To se nam zdi kot tam tudi verjetno še bolj ustrezen način. Tako da, ne, se pravi stik, ne, z ljudmi, ali pa, ne vem, pač stalna neka senzorična stimulacija, ne, je pač absolutno pomembno za to. V smislu, kot da pretentamo samega sebe, da se z nekom dotikamo. Ja, seveda, jaz mislim, da pač, če že je nek kakršenkoli dokaz, ne, da bo to, čeprav jaz mislim iz čist takega, čist tehničnega, znanstvenega vidika, ne,
znanstvenega vidika, veste, težko je dokazati, ne, kako recimo tisti obtežilni jopič deluje, recimo, ne. Edino, ne vem, mogoče, če bi naredili kakšno fMRI študijo, pa pač bi ugotovili, da je parietalni korteks, ne vem, bolj aktiviran, ampak je to res spet odgovor na tisto vprašanje, kako pravzaprav pomaga odpraviti ADHD ali pa, ne vem, depresijo ali pa avtizem, recimo tudi pri avtizmu so ga ne, pač probali, ne, tako da. Ja, jaz mislim, da je zgodovina psihiatrije, zgodovina neke zmote, vrste zmot, Dobro, da mislim citiral. v smislu pristopanja do duševnih problemov, pa to, kar je bilo psihosomatske težave. Se zelo lepo, mislim, zelo fair rečeno, ko dovolj globoko navrtamo to telo in nam ne ostane, se nam ne pokaže nobena druga rešitev, več psiha. Ne? Mislim, da je lep prikaz, ker običajna postavitev in platonistična in krščanska je ta, da je telo meja duše, ne? In ko izgubimo telo, izgubimo tudi dušo in vse metafore, ki izhajajo s tukaj. Z vidika dotika in z vidika te, tudi najsodobnejših nevroloških raziskav, pa bi lahko ravno obratno postavili. Ne? Psiha je meja telesa, ne? Psiha je notranja meja telesa. In s tem v mislih, no, psihiatrija, ko je poskušala celotno to neznano polje psihe dobesedno rokovati s tem poljem, se je zmislila vse sorte prijemov. Ne? In na to sem mislil zgodovina psihiatrije, zgodovina neke zmote, v smislu od prisilnih jopičev do hidroterapije, elektrošokov in drugega. Obstaja pa vsaj ena, kako bi rekel, ena produktivna smer, ki je nastala s tem v zvezi, in to je bila natanko freudovska psihoanaliza. Ne na nivoju, kaj zvem, ne toliko na nivoju psihoterapevtske prakse kot take, ampak na nivoju spoznanja tega, da je človek v zadnji instanci, in to je potem čez toliko let artikuliral Lacan, francoski psihoanalitik Jacques Lacan, da je človek pač v osnovi biti označevalca. In da če in ko skušamo nasloviti človekovo duševnost, je edini način, da jo naslovimo preko jezika. In zdaj, če vzamemo, ne vem, najbolj preprost primer, mislim, ne vem, če je preprost, ampak poprej omenjen primer tesnobe. Recimo, poglejmo, kaj pravi Freud na eni strani, pa kaj Lacan na drugi. Zdaj, zakaj je ta moment jezika tako ključen? Pri Freudu gre za zelo filozofsko, v tem smislu pojmovno natančno razločitev med strahom in tesnobo, v tem smislu, da strah, razlika med tesnobo in strahom je v tem, da strah ima svoj predmet strahu. Ne? Skratka, bojimo se nečesa, kar nam je tako drugače znano. Da se opremljivo, ali pa tudi če ne opremljivo, da se pokazati na predmet strahu. Ne? In telo reagira s tem, da seveda beži stran, da gre zelo primordialne naravne zadeve, ali civilizacijske, ali bežiš pred leopardom ali pred avtomobilom, ampak vendarle lahko ta predmet strahu zelo natančno določiš. Ne? Pri tesnobi gre natanko za to, da tesnoba v tem smislu nima predmeta. Ne? Tesnoba je strah brez predmeta. Tisto, kar Lacan doda k tej klasični freudovski formulaciji, je to, da tudi če nima predmeta, ima pa svoj objekt. Svoj zelo natančno določljiv objekt, ki je njegova vez z, če malo poenostavim, z simbolnim, z redom diskurza. In tisto, kar se zgodi pri tesnobi, je natanko umanjkanje momenta jezika. Ta neobesedljivost, ki spremlja tesnobne učinke, to, da ne moreš povedati, kaj ti fali, poenostavljeno povedano, pomeni natanko pretrganje vezi z diskurzom. In na drugi strani, če že govorimo o psihoterapevtskih metodah, mislim, da v tem primeru ne pomaga noben senzorični stimulans, ampak pomaga natanko nasprotno vzpostavitev diskurzivne vezi. Ponovno vzpostavitev, sešitje te diskurzivne vezi. Stik, ki umanjkuje, stik na jezikovni ravni, zato lahko edino jezikovni stik ponovno to vzpostavi. In zato bi se tukaj seveda strinjal, da partner, ki te objame sam po sebi, ni dovolj, mora še vsaj kaj reči zraven. Če tudi z molko, ampak neka izjava, če tudi molčeča, mora spremljati ta objav. Ali, drugače rečeno, zakaj ne delujejo
zakaj se niso prijeli, metafore izbiram malo po naključju, malo pa tudi ne, zakaj se niso prijeli tisti fenomen, ki je bil nekaj časa popularen, ne, podarim objem, ne. To je bilo nekaj časa. No, ampak zakaj se ni prijelo, ne? Ker ne deluje na ta način. Objem sam po sebi je popolnoma brezpredmeten, da tako rečem. Zakaj se pa ljudje delamo roke, recimo? Zakaj se moramo umazati najbolj umazani del telesa? Še z drugim? To je pa drugo vprašanje. Oziroma, da splošno, veliko smo govorili o nekem dotikanju nekega objektivnega sveta, oziroma, če obstaja, oziroma o zaznavanju samega sebe kot telesa, ampak ta nek socialni dotik drugega je tudi neka stvar, ki je tudi je mogoče neka posebna kategorija, no? Je zelo kulturno specifična, mislim, da, ker imamo kulture, kjer je veljano nasprotno, na primer Japonska, ne? Ker nima nobenega tega, mislim, drugi je absolutno nedotakljiv v tem smislu, ne? Ampak vsaj kar se tiče naše zahodne postkrščanske kulture, ima ta moment rokovanja, sploh status dotika v tej kulturi je zelo zanimivo, ker je modeliran kot nasprotje ali pa kontrast ali pa kot način, kako zanikati predhodno kulturo krščanstva, in to je natanko grško-rimska kultura, ki je bila ravno obratno, ne? Bila je zelo senzorična, čutna, hedonistična, vse kar hočete, za razliko od krščanstva, ki postavi natanko ta res, v smislu minimalizem čutil na račun zveličanja duše, ne, če poenostavim. In zato imamo v postkrščanskem svetu, ne, kjer nobena preprosta vrnitev k takemu drugačnemu poganstvu, namenom uporabljam ta pejorativen in sam krščanski izraz, ni možna, kot ni možen noben korak nazaj v zlato dobo grško-rimske ali kakšne druge antike. Tisto, s čimer se soočamo potem danes, je natanko različne zelo obupne strategije tega novega hedonizma, ki lahko zelo hitro vidimo, v čem je razlika. Ne? In to je, kako prej si uporabil metaforo umazanosti, umazil si metaforo umazanosti, natanko to, kako si mazati dušo, ampak vendarle ohraniti čisto telo. To je zagata modernega časa, v lištricu krščanstva, pa tega, ker je krščanstvo normalno poganstvo. Če smo zdaj načeli eno tako zgodovinsko tematiko, recimo, bi se vrnili še malo nazaj v nek bolj evolucijski okvir. Recimo, človek v sodobnem svetu vedno redkeje pride v stik z nekimi naravnimi materiali, vse več nekega hladnega, tehničnega, kovinskega. Bi lahko rekli, da je ta obrat v sodobnem oblikovanju nazaj k lesu, k naravnim materialom, kot neke sorte kompenzacija za to, kar nam umanjka, ali zgolj in izključno naključje. Jaz mislim, da je del te širše zagate vprašanja povratka k naravi, k avtentičnemu, k naravnim materialom, jedem, ljudem in tako naprej. In da gre pravzaprav za nek obupen poskus koraka naprej skozi fiktiven korak nazaj. Ko rečeno, ta korak nazaj niti historično, niti kulturno, niti eksistencialno v tem smislu absolutno ni možen. In zanimivo se mi zdi pa to, da se kaže to kot rešitev, pa to kot možen korak naprej stran od siceršnje civilizacijske, kulturne, družbene izumetničenosti, artificialnosti, suhosti in vse, kar že pejorativnega hočemo pripeti na to, da je v bistvu samo ta ista artificialnost prikazana drugače. Ne? Da gre za isto izumetničenost v formi naravnosti. Ne? In to najlepše videti, ko gre za vprašanje prehranjevanja. Ko se vedno daš gor na lepko bio in je kar naenkrat ful boljš tista jabko kot ona druga, ki nima te nalepke. Ne? Ampak se mi zdi, da to samo še potrjuje to tezo, tistega, ki sem prej zelo grobo izpeljal, da cela fora je v označevalcu. Označevalec bio je veliko bolj pomemben kot to,
da je tisto jabolko zares bio. Po vsej verjetnosti ni. Mislim, da 3/4 proizvodov, ki imajo nalepko bio, imajo to nalepko zato, ker so proizvajalci plačali, da imajo to nalepko. Ampak point je natanko v tem, da deluje. Ne gre za to, da zdaj je naloga nekoga, ki išče avtentično ta, da bo poiskal tisto pravo gnilo jabolko, ampak zato vprašanje je natanko to, zakaj deluje tista nalepka bio, zakaj nekdo, ki ugrizne v jabolko, ki ima nalepko bio, tudi če to jabolko ni bio, ima natanko isto učinke, kot bi imelo tisto avtentično gnilo jabolko iz roba polja ob cestišču. To se mi zdi, da zato gre tukaj pri temu. Je pa res, da vsaj kar se tiče vprašanja taktilnih materialov v arhitekturi ali pa na splošno urbanistiki, organizaciji prostora, se mi zdi zanimivo to, da je na nivoju dotika, da se je zgodil ta premik k materialom, ki naj bi posnemali naravo v tem smislu, ne? Da bi bili čim bolj topli, prijetni, ugodni, medtem, ko če pogledamo narava je vse prej kot to. Ne? Mislim, katerikoli že polciviliziran človek, ki gre v naravo, izkusi vse sorte tegob. Mislim, nič zelo prijetnega ni v nekem življenju naravo. Poskusite iti kampirati 3-4 dni, boste videli, kaj narava v resnici pomeni. In da gre to zelo z roko v roki z neko drugo zagato, ki je tudi postkrščanskega izvora, in to gre z roko v roki z zelo resnim političnim vprašanjem ekologije. To je vprašanje obstojnosti sveta, ki je ali vsaj naj bi bil skupen vsem ljudem, in to možnost, ki se nam razpira v tem smislu, da bo tega sveta konec, ne, razen tega, da je to neka postkrščanska fantazma, vprašanje konca sveta, je vprašanje, je to v prvi vrsti, se mi zdi, politično vprašanje, ne, kjer potem mi z nekimi serijami mikroekoloških praks, ne, to, da ne vozimo električni avtomobil, da se peljemo z avtobusom, jemo organsko jabolko, da v bistvu na seriji teh malih molitev vsakdanjega življenja, da v resnici prelagamo našo politično odgovornost na nivo upanja in zaupanja v velikega drugega, da mogoče pa svet bo obstal, če ne drugega za časa trajanja mojega lastnega življenja. In v tem je ta, zato se imenovala tudi postkrščanska, ker je zelo kapitalistično-liberalna ideološka finta, na katero korporacije v bistvu naslavljajo in dobijo sodobnega postpotrošnika. Naivnost in obup. Kako? Naivnost in obup. Pa ne, jaz mislim, da to je ta, veste, univic, ne, ta, ki reče, pesimist pride in pojamra, ne, pa slabše kot koliko je danes, ne more biti, optimist pa mu reče, lahko je. Počas se nam izteka čas, tako da bi vas pozval, če imate kako vprašanje, da dvigne roko in ga izreče. Ali pa kar na glas, v redu. Gospod v vijoličnem, ste rekel, da na tisto vprašanje o psihosomatiki, da večinoma ženske imajo. Zakaj večinoma ženske? Ne. Bolj prevalentno je, kako? Da, sam ponovim. Gospa na desni vprašala gospoda, kaj s to psihosomatiko, s tem želodcem tako in s tem drobovjem, s temi boleznimi. In je on rekel, da predvsem večinoma ženske zelo veliko, Ne vseh psihosomatskih, ampak recimo avtoimune, tako imenovane inflamatorne vnetne bolezni, kot je multipla skleroza, pač recimo bolj pogosto pri ženskah in tako naprej. Zakaj pa pri ženskah? No, to je bilo. Ne vemo točno. Ne veste, kaj je pa pač razlika, mislim, ni nujno, da je to direktno povezano recimo za pač bolj občutljivo naravo ženskega spola. Ni nujno, da je povezano s tem. Jaz sem enkrat bilo veliko rekel, da 60-70% žensk ima psihične motnje, medtem ko moški ima 11. Da sem čisto rekel, kdo bo to potrdil, da ima mogoče boljše informacije. Ne. Mislim, da je to napačna informacija. To imam. Ne, ampak ne verjamem, da je tako.
Pa še, dajte komentirati, kaj on rekel, da dotik nič ne naredi brez besede, objem nič ne naredi brez besede. Jaz mislim, da se na nek način, iz tega, recimo, vidika zaznavanja dotika, ne, da pač je dotik ali pa objem ali pa karkoli pač zelo odvisen od konteksta. Kdo te bo objel, kako te bo objel, v katerem kontekstu in tako naprej. Ta igrica, kar si rekel, da pač hodiš nakoli pa objavиш, mislim, če te nekdo kar, ne vem, pač objavim sredi ceste, ne, mislim, je pač nerodno, ne, če se pač objavim za bližnjim, je pač čisto neki drugi. Jaz mislim tudi, da dojenčka, se on še ne ločuje besed, to je žlobodrani verjetno, nimo nič, ne, ampak ga vzameš v naročje in ga pomiriš. Kar pomeni, da objem brez nekega smisla besed, ne? Ne, seveda, se imenuje, da so to besede, ne, to je lahko pač kontekst, ne, mislim, dobro, vse pač potrebe dojenčka so povsem drugačne, kot so potrebe, recimo, odraslega tudi, ne. Rabo bi malo daljši ovink, da bi utemeljil, kaj sem s tem mislil, ampak na tej ravni, recimo, da drži to, kar pravi kolega, ne. Noben človeški dotik ni izven kontekstualen in ne naključno beseda kontekst že vsebuje tekst. Kaj pa pri dojenčkih nima konteksta? Imajo. Potopljeni so noter, še preden se ga zavedajo. Primer. O refleksih. Primer. Ne samo dojenčki. Poglejte razliko med tako imenovanimi domačimi pa divjimi živali. Domače živali so tako kot dojenčki na neki zavrti, recimo, fazi, ampak isto se jim zgodi. Histerizirajo, nevrotizirajo vse tako kot dojenčki. In to ne da bi sploh kadarkoli štekali pomen besed. In sej glavna fora, vsaj kar se dekanovske psihoanalize tiče, besed ali pa bolj technicus terminus označevalca, je natanko v temu, da to funkcionira popolnoma neodvisno od tradicionalnega, tega, kar se tradicionalno imenuje smisel. Ustreznico tega recimo najde v modernistični literaturi kakšnega Jamesa Joycea. Imate poznejše Joyceove literarne spodlete, največji spodlet, njegova največja spodletela mojstrovina, kot pravi Vladimir Nabokov, Finnegan's Wake, priča natanko o temu, da to je knjiga nekih nonsensov, ki pa vendarle deluje, proizvajajo učinke smisla, ne da bi te besede imele same po sebi kakršenkoli smisel. In sej, v temu so se vežbali, kaj zvem, še ena generacija poprej, špansko-francoski surrealisti, ne, poskusite, dobro, ne mogoče zdaj, ampak za doma, ampak poskusite napisati en stavek, ki bi bil nesmiselen. Poskusite in boste videli, kako zelo težko je to. Vsak stavek... Ta stavek je nesmiselen? Ta stavek je nesmiselen, ni nesmiselen stavek. Svoboda v smrti. Skratka, poskusite doma. Lahko nekaj vprašam, glede na to, kar ste že vzeli, to krščanstvo, pa katolični liberalizem. Kam je pa zdaj uvrstil pravzaprav ta virtualni svet, ki se zdaj razvija prek vseh teh modernih medijskih pripomočkov? To je pa zdaj že tretja faza, ne, ni še ukrepov. Tam pa ni več Lakana, pa tako naprej, ne? Ali še? Bojim se, da je. Vse, če zgooglate Lacan, vrže več kot 1000 let, tako da tudi v virtualnem svetu obstaja Lacan. Ampak mislim, da vsaj kar se virtualnega tiče, vse vem, ugibam, kam ciljate in vsekakor drži, da je večina vsaj teh celotnega virtualnega sveta od družabnih omrežij do videoiger naravnana na čutilo pogleda. Tisto, kar je zanimivo, ni to, da je tam odsoten označevalec, ker lahko vidite, da vedno spremlja zraven neko ime, neka beseda. Mislim, tekst je sicer postal appendix k sliki, kot sekundarni pripomoček, ampak natanko tekst je nujen zraven, ker se vsi obesijo na sliko, komentirajo. Ampak to je pa tudi problem, se so ga že pogruntali, in zato tudi zdaj nekako poskušajo tudi dotik, ne, izvesti na virtualni način. Tako. Natanko na to sem hotel iti, da tisto, kar je zanimivo pri virtualnem svetu in tisto, kar je bilo zanimivo do pred kratkim, je bilo natanko to, da je predpostavljal odsotnost dotika. To, kar je sicer poprej bil privilegij, recimo vse, kaj se človeškega izkustva tiče, privilegij sanj. Sanje so bile
edina situacija, da je bil dotik čutilo tipa odklopljeno, pa da je bila zavest lahko prisotna. In to ni, drugače to ni niti Freudova, niti Lacanova, to je že Aristotel v mikrofizika se imenuje kompendij spisov, ampak gre za mešanico različnih spisov, spet avtorsko vprašljivo, se ni toliko bitno, ampak tisto, kar je ena izmed značilnosti dotika, je ta, da to je edino čutilo, ki se mu ne moramo odpovedati. Mislim, človek lahko shaja brez okusa, vonja, sluha, pa vida, ne, če sledimo Aristotelovi petori razdelitvi čutil. Brez dotika pa pomeni, da je človek mrtev. Ne. Absolutno brez dotika. Če odstranimo celotno čutilo dotika, pomeni, da odstranimo celotno telo, kot da dotik se upade s samim telesom. Sanje so bile pa ravno način, kako se odklopi čutilo tipa in kako ostale čutila lahko še naprej izhajajo brez tega stika z telesom. Virtualni svet je nekaj časa predstavljal tako kot ta podaljšek science-skega sveta, v tem smislu ne science fiction, ampak science fiction, ker so bile v njej hkrati prisotne predvsem audiovizualni stimulusi. In zanimivo je to, da ko se je razvijala, recimo spremljam razvoj, predvsem zaradi brata, ampak spremljam razvoj videoiger, ko je grafika napredovala do te točke, da je v bistvu ta slika, ki jo vidiš ti v neki videoigri, videoigre so recimo čisto cinematično napredovali do tega, da se lahko kosajo in po budžetu in po kvaliteti z filmi in teleserijami, kar se tiče popkulture, da še vedno obstajala ta problem, da ni bilo dovolj realno. Tudi če je bila slika bolj realna od tega, kar vidiš v realnosti, in so seveda spet z dotikom poskušali podkrepiti to virtualno izkušnjo in narediti bolj resnično. In to velja ne samo za videoigre, ampak tudi za splošno za celoten niz touch tehnologij, ki so se razvili v zadnjem desetletju. V tem oziru se mi zdi, da je razlika recimo, med klasičnim industrijskim kapitalizmom in tem poznim neoliberalnim kapitalizmom, in to je, da prodajanje fikcij nadomešča prodajanje realnih predmetov, ki so bili prav tako fikcionalizirani, ampak da zdaj veliko lažje ti prodaš neko stvar, ki dejansko nima nobene opore v realnosti. In priča temu je spet v zadnjih letih natanko trend teh kriptovalut. No, ti greš v umetni svet, v bistvu zdaj s temi 4D, kažemo. Ja. Alternativno življenje v virtualnem prostoru postaja prvo življenje in alternativno življenje je potem v realnem prostoru. To je nek appendix nujen zato, ker pač človek ima telo in mora se nahraniti pa na WC, ampak če bi se dalo to, vse te nujne procese skiniti, mislim, da bi se marsikdo takoj podpisal, da se propne na matrico v tem smislu. Super, jaz bi, nažalost bomo, a je to kratko vprašanje? A pričakujete zelo kratek odgovor? Ok, lahko eno. Lahko kje je vodje? Še eno. No, eno vprašanje, ampak mora biti res dobro. Res kratko. Ja, kako lahko zaupam možganom, preko smo govorili o tem fantomskem budu, recimo pa v bistvu, ko ni buda, nam možgani še vedno nekaj sporočajo, torej nam lažejo. Zdaj, kaj pa recimo takrat, ko je vse okej, kako jim lahko še, na kak način še Klasično kartezijansko vprašanje. Za 5 minut. Ja, se jim moramo zaupati, ne drugeni. Pač, jaz ne vem, mislim, da je vse v redu, pa so vse kockice na mestu, ne vem, mislim, vse so tiste, a veste, to so tiste, mislim, se dotikate naslednje teme o vizualnih, recimo tiste iluzije, pred unim muzej iluzij, če greste, recimo tam, v bistvu vidiš, koliko je spet vse, kar pač počnemo in kar vidimo, odvisno od konteksta samega. Da bi se lahko reklo, da ni to neka laž, ampak neko zamaknjena informacija v bistvu, časovna, tako recimo, tako da laična razlaga mogoče.
To je navada, ne? To je pač naučena informacija, mislim, to je to, mislim, da pač neki imprinting, tako kot smo rekli, tiste senzorične reprezentacije, te noge v korteksu, ne, in da bi se to spremenilo, pač rabiš nekaj narediti, ne, ker drugače bo če tam obstalo, ali pa se bo tako spremenilo, da bolje lahko postane tudi moteče, da si boleče ali pa pač tako čudno bizarno. A vaše pohvalo? Jaz bi se videl v vas, zato ker pogosto govorim kot vi, sicer iščem na kakšen način ljubezen. Kdaj drugič? Hvala. Čisto prav razumel. Ljubezen in znanje sta veje eno in njuna mera je bolečina, je nekdo rekel. Ja, to se William Predno si vidite, bi vas povabil še na naša dva naslednja dogodka. 10. aprila se bomo ukvarjali z vidom, 15. maja se bomo ukvarjali z sluhom, pa tam je ena škatla s prostovoljnimi prispevki, kjer ste res vedno vabljeni, da pustite noter lahko tudi denar. In v tej še enkrat bi se zahvalil našima gostoma, doktorju Dejanu Đurđevu in doktorju Mirtu Korelu, ki sta se odzvala na vabilo in spomnili, da me je zelo zanimljivo.